Viva podcast za višjo kakovost življenja. Pot bolnika pri zdravljenju multiple skleroze, izbira terapije. Multipla skleroza je kompleksna, kronična, imunsko pogojena, vnetna in nevrodegenerativna bolezen osrednjega živčevja. Čeprav bolezen ne izbira, podatki kažejo, da je multipla skleroza bolezen mladih. Najpogosteje zbolevajo ženske med 20 in 40 letom, ko je pojavnost izrazito največja. Vzrok ni znan, do zdaj znani dejavniki, ki vplivajo na pojav multiple skleroze, pa so tako okoljski kot genetski. Multipla skleroza ni ozdravljiva, a jo z učinkovitimi zdravili lahko obvladamo in omogočimo kakovostnejše življenje. Bistveno pa je, da se zdravljenje začne čim prej. Viva podcast. Kako poteka bolezenski proces? Kaj so cilji zdravljenja? Katera zdravila so na voljo in kakšni so njihovi mehanizmi delovanja? Kaj vpliva na izbor zdravljenja? Kaj pomeni bolniku prilagojeno zdravljenje in kakšen je pomen zgodnjega zdravljenja z visoko učinkovitimi zdravili? V tokratni epizodi Vivinega podcasta pojasnjuje nevrologinja dr. Saša Kselman z Klinike za nevrologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. O svojem življenju s to boleznijo in zdravljenju pa je spregovoril Edo Rednak, ki z multiplo sklerozo živi že od svojega 16. leta, danes pa predseduje Združenju multiple skleroze Slovenije. Sedaj se mi je dopolnil 48, seveda kar dokazuje kar eno dolgo pot za mojo diagnozo, ki pa na začetku ob mojem 16-letnem rojstnem dnevu nekako se je izkazala v nekem velikem zagonu, saj sem postal po celi desni strani paraliziran, nisem imel sposobnosti več govora, roka in noga so postale popolnoma tuje, tudi imel sem probleme z požiranjem, z zadrževanjem vode in v bistvu takrat smo nekako predvidevali, kot bi bil se izrazila možganska kap. In multipla skleroza takrat še ni bila dokazana, saj na slikanju magnetne resonance in pregledu likvorja ni bilo izraženo, da bi lahko šlo za multiplo sklerozo, ki bi lahko 100% potrdili. Potem sem se v Univerzitetnem centru Soča rehabilitiral in začel nekako živeti življenje naprej, vendar po nekako 5-6 letih se je pri meni zopet pojavilo čudno mravljinčenje, vse skozi je pa to spremljalo nerazložljiva utrudljivost skozi vsa leta potem že, ki si jo nekako nisem znal pojasniti, tudi morda zameglitev vida, pa smo ob ponovnem pregledu slikanju magnetne resonance ugotovili in lahko tudi potrdili obolenje multipla skleroza. Multipla skleroza je najpogostejša imunsko pogojena, vnetna demilinizacijska ter degenerativna bolezen osrednjega živčnega sistema. V bistvu je lahko prispodoba za naš živec kabel, ki ima v bistvu gumijasto ovojnico, da električni impuls po njem dobro teče. In tako imajo tudi v bistvu naši živci ovojnico, ki je rečemo mielinska ovojnica. Pri multipli sklerozi pride do vnetja, vnetne celice napadajo to ovojnico in jo poškodujejo na večjih mestih. Če se poškodbe živčevja kopičijo na enem mestu, nastane lezija, ki jo potem tudi kasneje vidimo na magnetno-resonančnem slikanju. Temu rečemo demilinizacijska lezija. In klinična slika je potem odvisna od tega, kje v centralnem živčnem sistemu te lezije imamo. In od tega so potem tudi odvisni simptomi, ki jih oseba občuti. Ponavadi v začetku poteka bolezni se najpogosteje pojavijo motnje vida, motnje občutenja, lahko tudi oslabelost končin, motnje ravnotežja. Kasneje, ko pa bolezen napreduje, pa se pojavijo tudi druge težave, kot so spastičnost, otežena hoja, utrudljivost, motnje mokrenja in še ostale. Seveda, ko sem jaz zvedel, za kaj sem obolel, se ti življenje obrne na glavo. In jaz sem se s tem kar hitro sprijaznil,
hvala Bogu, sem imel tudi možnost se vključiti v Združenje multiple skleroze podružnica Saša Velenje, iz kjer izhajam. In ravno stik z ostalimi obolelimi, ki vidiš, da nisi sam, da bolezen ne deluje povsod na enak način, je še tudi zelo velik procent, sploh sedaj, ob zdajšnjem načinu zdravljenja, obolelih, ki dočakajo zelo visoko starost, popolnoma gibljivi in lahko živijo enakovredno življenje s samostalim. Na multiplo sklerozo v prvi vrsti pomislimo ob tipični klinični sliki, se pravi, da gre za osebo ponavadi mlajšo, ki ima na primer vnetje optičnega živca, ki ima motnje občutenja po polovici telesa, oslabelost, kakšne okončine, motnje ravnotežja, vida. Skratka, ko na to pomislimo, ostaja zlat standard za postavitev diagnoze multiple skleroze, magnetno-resonančno slikanje, na katerem potem vidimo tako imenovane demilinizacijske lezije. Te lezije morajo biti značilne za multiplo sklerozo, to pomeni, da morajo biti na značilnih mestih, značilne oblike, lahko se barvajo s kontrastnim sredstvom, lahko se tudi ne, to pomeni, da so aktivne ali niso aktivne v tistem trenutku. Ko to dvoje nekako uporabimo na začetku, potem seveda pogledamo, ali bolnik zadostuje še drugim diagnostičnim kriterijem. Zelo velikokrat pa v centrih opravimo tudi lumbalno punkcijo, praktično skoraj vedno, zaradi tega, da dokažemo še dodatne markerje v likvorju, ki nam dodatno potrjujejo multiplo sklerozo ali pa izključijo druge posnemovalce. Zgodnja diagnoza je ključna. Saj vemo, da prej ko diagnozo postavimo, prej ko začnemo imunomodulatorno zdravljenje, tudi z učinkovitejšimi zdravili, bistveno vplivamo na dolgoročni potek bolezni, bolniki imajo boljše nevrološke izhode, podaljšujemo ta prehod v napredujočo fazo bolezni in nenazadnje s tem bistveno vplivamo na kvaliteto življenja oseb z MS. Moja prva informacija, seveda ob obolenju, mi je nevrolog povedal, da pač sem zbolel z multiplo sklerozo. In hkrati mi je svetoval že terapijo in na to smo pričeli z uživanjem teh zdravil. Sam se nisem nikdar spraševal, ali je, ali ni, ali sploh je kakšen odziv od tega. Jaz sem bil pač srečen, ker je stanje postalo v stanju mirovanja. In potem seveda se vmes vprašaš, ali pa so sploh zdravila tista, ki sedaj držijo zadevo, da nekako ne prihaja do zagonov hkrati, pa se tudi vprašaš, kaj pa če res so, a ne? In potem moraš res sam pri sebi razčistiti in zaupati, in jaz zdravilu zaupam. Verjamem, da drži mojo bolezen pod nadzorom in s tem živim že sedaj skoraj 30 let. Ko opravimo magnetno-resonančno slikanje, ko opravimo lumbalno punkcijo, ponavadi, vsaj v našem centru, se z bolnikom sedemo, pogovorimo glede diagnoze, kaj to pomeni, in tudi seveda o načinih zdravljenja. Zelo pomembno je že v začetku razjasniti, ali je morebiti načrtovana nosečnost pri ženskah. Jaz osebno to prvo vprašam, ker zelo tudi vpliva na izbor potem zdravljenja in vsega poteka naprej. In potem v bistvu, ko nekako opredelimo, katera vrsta zdravil bi bila najprimernejša za bolnika, se potem pogovorimo še o samem načinu zdravljenja, kako poteka, kaj lahko bolnik pričakuje, kakšne kontrole so potrebne, kako pogosto, tako da v bistvu tudi razjasnimo nekatere dvome, ki recimo bolnika v tistem trenutku težijo. Z njim se še enkrat pogovori medicinska sestra, če se še kakšna vprašanja naknadno pojavijo, jih še naknadno razjasnimo. Skratka, tu je v bistvu potrebno potem odvzeti tudi potrebne laboratorijske preiskave za uvedbo zdravljenja in potem načeloma pričnemo z zdravljenjem. Seveda je pa to odvisno tudi od oblike zdravljenja, ki ga v bistvu bolnik prejme. Se vprašaš, ali sploh zdravilo je, kajti nevrolog ti objasni, bolezen ni ozdravljiva. Je pa, če je vse po sreči, lahko vodljiva. Torej, in to ti je že najprej ena
odrešilna bilka, na katero se oprimeš seveda z vsemi rokami in z vsem mišljenjem, nekaj obstaja, ki mi lahko pomaga. In takrat se tudi ne vprašaš o morebitnih stranskih učinkih, kajti najbolj važno ti je zdravljenje, učinkovito zdravljenje, da ne prihaja do teh zagonov, da se počutiš boljše, sploh si vesel, ko vidiš, da se stanje izboljšuje. Seveda tukaj vzameš v zakup potem to mišljenje, da je lahko sigurno, da povzročilo določene poti, ki za telo niso ravno najbolj prijetne, ampak ker se zavedaš, vsaj v mojem primeru, v kakšnem stanju sem bil in kako sem zdaj, temu zdravilu zaupaš, da ti pomaga, da drži bolezen v nekem mirovanju in si s tem nekako pomirjen. Cilji zdravljenja so seveda čim močnejše zaviranje vnetne aktivnosti bolezni, na kar zdravili, ki jih imamo na voljo, že zelo dobro vplivamo. Posledično seveda vplivamo na bistveno zmanjšanje zagonov bolezni in pomembno odlagamo ta čas do napredovanja bolezni in s tem seveda zmanjšujemo tudi breme bolezni. Zdravil je kar nekaj, predvsem zadnjih 10 let imamo, rečemo temu, kar malo poplavo na tem področju, kar je seveda dobro, je zelo dobrodošlo, se s tem omogočamo personaliziran pristop, marsikdo lahko vsaj delno izbere, tudi mi imamo več možnosti. V grobem smo nekdaj delili zdravila na zdravila prvega reda, zdravila drugega reda, to več ne počnemo, lahko pa ločimo nekako bolj učinkovito skupino zdravil od manj učinkovite skupine zdravil in zdravila ločimo tudi potem po tem, kako se uporabljajo, torej imamo zdravila, peroralna zdravila v obliki tablet, imamo zdravila za intravenske aplikacije in zdravila za subkutane aplikacije. Mehanizmi delovanja so seveda od zdravila do zdravila različni, vse pa na nek način zavirajo vnetje, torej zavirajo napad vnetnih celic na živčne ovojnice in s tem to vnetno aktivnost bolezni zamejujejo zelo učinkovito, predvsem torej skupine višje učinkovitih zdravil in zmanjšujejo poškodbo živčevja. To zdravilo meni omogoča, da do teh zagonov ne prihaja in v bistvu lahko živim svoje življenje kot vsak normalen neobolel človek. Seveda je pa izrazita pri meni še vedno ta utrujenost. Torej med zdravili v obliki tablet imamo tako, kako se jemljajo 2-krat na dan, tako, kako se jemljajo 1-krat na dan. Imamo pa tudi tako imenovana imunorekonstitucijska zdravljenja, ki se jemlje v ciklih, se pravi v prvem letu in v drugem letu, 2-krat po 5 dni z mesečnim razmakom. Potem zdravila za intravensko aplikacijo so na 4 do 6 tednov nekatera, potem pa imamo zdravila, ki se aplicira na 6 mesecev z 2 polnilnima odmerkoma na začetku, za subkutano pa 1-krat mesečno. Sigurno je, da zdaj z novimi zdravili, ki so drugačen način, ki ni treba tedensko ali mesečno hoditi na večurno aplikacijo ali pa intravenozno užitje v telo, je sedaj zadeva se izboljšala, kajti zdravila so z raziskavami in z novimi načini postala veliko bolj prijazna za vsak dan, tako da v zadnjih letih so resnično tukaj prišli veliki koraki za bolnika, ki so zelo, zelo bolj prijazni in življenje postane čist, bi rekel, normalno. Enostavno živiš normalno življenje, brez zadržkov, brez obremenitev, brez da bi mogel nekje v določenem trenutku biti. V bistvu si ti res tisti čas popolnoma svoboden in to je izjemno velik doprinos k kakovosti bivanja, kakovosti življenja, z hkrati enakim učinkom kot prej. Čisto
tudi ni pošteno preložiti izbire zdravljenja na bolnika, ker nima dovolj znanja, in je pomembno pri tem tudi naše sodelovanje oziroma naša sugestija, kaj menimo, da je pomembno. Je pa v neki meri tudi možno, da bolnik sam izbere način, seveda imamo že kar nekaj zdravil enake skupine, kjer se lahko vsaj način aplikacije izbere, ali lahko bolnik izrazi recimo željo po preferenci neke vrste zdravljenja, se pa da tudi potem nekaj personalizirano narediti. Sam sem zamenjal par različnih tipov zdravil, da smo v bistvu našli to, ki je meni in mojemu telesu odgovarja. Pri vsakem bolniku bolezen poteka nekoliko drugače. Imamo nekatere prognostične dejavnike, na podlagi katerih lahko rečemo, mogoče bo pa bolezen potekala nekoliko bolj agresivno ali pa pričakuje malo bolj blag potek. Vendar še vedno pri posamezniku ni možno 100% reči, kakšen bo potek bolezni. In to je tudi razlog, zakaj ena vrsta zdravila pri nekaterem deluje odlično in je oseba stabilna vrsto let, pri drugem pa gre bolezen svojo pot kljub zdravljenju. Se pravi, potek je drugačen, vsaka oseba je drugačna. Najbolj ključno je stik, ki ga uspeš navezati z nevrologom, odnos, ki ne temelji več na odnosu zdravnik-pacient, ampak postane že bolj zaupljive narave, in če uspeš, ali pa tudi če imaš to srečo, da je res nevrolog tisti ta pravi, da se najdeta, rečem jaz, da si eden drugemu zaupamo, da nevrolog pove vse možne zaplete ali seveda najbolj ljub scenarij, ki se bo lahko razvil v pozitivni strani, hkrati da te seznani tudi z negativnimi, potem je pa to najina skupna pot. In zelo, zelo velik pomen je odnos nevrolog-bolnik, predstavitev zdravila, sprejetje zdravila, sprejetje želje po zdravljenju. Končna odločitev je vedno skupna, zaradi tega, ker bolnik mora sodelovati v procesu zdravljenja. Komplianca je ključna, če kompliance ni pri zdravljenju, ni nič, in jaz mislim, da je potrebno najti vedno neko vmesno pot, ki je ustrezna za tako učinkovit nadzor nad boleznijo, kot tudi, da bolnik s tem lahko funkcionira in živi kvalitetno življenje. Seveda za zdravnika je zelo pomemben vidik zdravljenja, da je zdravilo učinkovito, vendar da je kljub temu varno. Tukaj je zdaj na srečo imamo velik spekter zdravil, tudi različnih načinov uživanja, in imaš možnost potem po pogovoru z nevrologom, saj jaz sem imel, hvala Bogu, vedno tako razumnega nevrologa, da sem ob svojih pomislekih ali težavah zaupal, kaj me muči, in je nevrolog vedno našel neko sopot in nek drug način, kateremu sem tudi jaz potem pristopil. V prvi vrsti je sigurno učinkovitost tista, ki te prepriča. To je sigurno, če bolezen miruje, če ni zagonov, da si ti lahko aktiven, potem si pomirjen in si srečen. Potem se začneš spraševati tudi o morebitnem vplivu zdravila na ostale organe, in si sigurno lahko zaskrbljena. Jaz sem se v tem primeru posvetoval z zdravnikom, hkrati pa je zelo dober ta protokol, ki se ob zdravljenju z določenim zdravilom pelje. Čez 6 mesecev ponavadi ponovimo magnetno-resonančno slikanje. Temu se reče tako umiritveno slikanje, na podlagi katerega slikanja potem vrednotimo ostala slikanja. Saj tam do 6 mesecev je še lahko prisotne nekaj aktivnosti, to je pomembno razumeti. Zdravila pričnejo delovati tam, velika večina jih prične delovati po 3 mesecih do 6 mesecih, tako da tam vmes še lahko imamo nekaj aktivnosti, tako da opravimo čez 6 mesecev kontrolni magnet. Potem pa ponavadi na leto dni, tudi kontrole v nevrološki ambulanti so ponavadi na leto dni, razen tisti, ki prihajajo na aplikacije na pol leta. Vsekakor pa, če so kakršnekoli težave, če pride do neke simptomatike, težav z zdravljenjem, imajo pri nas bolniki na voljo telefonsko številko, na katero pokličejo in se potem dogovorijo ali za predčasni pregled ali za laboratorijske preiskave ali karkoli drugega. Torej, da redno hodiš na preglede, in seveda to ti potem
ob izvidu, ki ti ga doktor izstavi, ti da potem te pomiri, da konec koncev ne prihaja zaradi zdravljenja pa do neželenih zapletov. Se pravi, če se pogovarjam o recidivno-remitentni multipli sklerozi, v grobem velja, da če se pojavijo znaki aktivnosti bolezni, to pomeni, da če pride do kliničnega zagona bolezni in novih lezij na magnetno-resonančnem slikanju, je potrebno zdravljenje zamenjati. Seveda je tu potrebno razumeti tudi vidik, da je zelo pomembno, na kateri terapiji že je oseba in kakšne so sploh nadaljnje možnosti zdravljenja. Se pravi, če je oseba na nižje učinkoviti terapiji, je potem vsekakor potrebno čimprejšnja zamenjava zdravila za višje učinkovito zdravilo. Če pa ima oseba že visokopotentno terapijo in gre za znake tihe progresije, pa v resnici so možnosti z trenutnimi terapijami omejene. Tako da v bistvu je to odvisno od tega, v kateri fazi bolezni se nahajamo in tudi od tega, na kateri vrsti terapije je oseba že takrat. Diagnoza multipla skleroza ni ovira za načrtovanje družine. Pomembno je le, da je ta pravočasno in v sodelovanju z nevrologom načrtovana, je jasna nevrologinja. Nosečnost je popolnoma možna, vendar pa je zelo pomembno, da je načrtovana in umeščena v proces zdravljenja. Zelo pomembno je, da je bolezen stabilna pred načrtovano nosečnostjo. Nekako velja pravilo, da če je bolezen stabilna 2 leti pred načrtovano nosečnostjo, da potem zelo verjetno tudi ne tvegamo nekih zagonov v času nosečnosti. Seveda je to tudi odvisno od tega, kako agresivno bolezen sama poteka, tam se potem odločamo individualno, včasih tudi kako zdravljenje pustimo v čas nosečnosti, večino pa jih ukinemo. Zelo tvegano obdobje je poporodno obdobje, ko lahko pričakujemo zagon bolezni. Kdaj točno ga ni možno napovedati. Če je bila bolnica prej stabilna, ni imela neke aktivnosti, dopuščamo tudi dojenje vsaj nekaj časa. Lahko se prehodno tudi zaščitijo s kakimi zdravili, ki se dajo v času dojenja uporabljati. Tako da v bistvu vse je stvar dogovora, samo nosečnost mora biti načrtovana in umeščena v stabilno fazo bolezni. Z veliko večino zdravil pa je popolnoma možna. Svetujem čim hitrejše začetek uživanja zdravil v zaupanju, v pogovoru z nevrologom, ki jim na vse krasno razložijo, s pravim načinom življenja in v upanju, da pač boš našel tisto pravilno zdravilo, ki bo za tvoje telo najbolj odzivno, najbolj pozitivno delovalo. Vemo, da zgodnjejše zdravljenje z visoko učinkovitimi zdravili pomembno vpliva na dolgoročni potek multiple skleroze, tudi tekom vrste let. Ta razlika se potem tudi vzdržuje, se pravi, vidimo, da so izhodi drugačni, če se začne zdravljenje z visoko učinkovitimi zdravili, kot pa če se začne zdravljenje stopenjsko, kar smo počeli nekdaj, dokler teh dokazov ni bilo, in zato je zelo pomembno. Za tega se odločamo praktično v veliki večini primerov, razen v izjemnih primerih, ko imamo za to tehtne razloge, da tega ne naredimo. Če zaviraš napredovanje bolezni, če zaviraš nevrodegenerativno fazo, to pomeni, da je oseba dlje časa samostojna, dlje časa pokretna, to nima izraženih neke spastičnosti, nekih teh težav, ki pomembno vplivajo na vsakodnevno življenje, je to potem ključno za kvaliteto življenja. In to tudi osebe z multiplo sklerozo torej same, glede na raziskave, vrednotijo najvišje. Seveda najbolj je pomembno to, da ostaneš samostojen, da hodiš in skratka, dlje kot to vzdržuješ na nekem primernem nivoju, je to zelo pomembno. S tem, ker sem začel uživati zdravila in opazil njihovo pozitivno lastnost, zagoni se niso več pojavljali, utrudljivosti je bilo manj, se je seveda moje življenje povrnilo nazaj na tisti nivo, da sem zopet postal aktiven v okolici, zopet sem si postavil cilje v življenju, ustvarjanja, postal sem delovno sposoben, seveda v drugih okolju, kot sem si ga v življenju predstavljal prej, kajti ti začetni zagon je le zame v meni pustil
posledice, zaradi katerih nisem mogel živeti življenje, ki sem se ga želel, ampak lahko sem si ustvaril nov način življenja, sem ustvarjalen, sem uspešen in sem srečen. Zaradi tega, ker imamo to možnost se zdraviti, imamo možnost poiskati pomoč dobimo, lahko živimo življenje kot vsak slehernik. Zelo fajn je pogledati v bistvu na to obdobje, kjer se nahajamo zdaj, napram obdobju, kjer smo bili, 15 let nazaj, ko nekih možnosti ni bilo, ko so bolezni šle po naravnem ko je bolezen oziroma MS šla po naravnem poteku. Sedaj imamo dobre možnosti, kot vnetno fazo bolezni dobro nadziramo, lahko omogočamo tudi bolnicam nosečnost in v bistvu to nevrodegeneracijo odlagamo, kar se da naprej. Te zgodbe, ki jih pišejo osebe z multiplo sklerozo danes, so popolnoma drugačne od tistih, ki so jih pisale nekdaj. In to je zelo spodbudno sporočilo za vse. Seveda, nažalost, še obstajajo primeri, ko bolezen poteka svojo pot, zelo agresivno in tudi kljub temu, da imamo velike možnosti zdravljenja, bolezni ne uspemo čisto zadovoljivo nadzirati, ampak v veliki meri pa nam to dobro uspeva. Mislim, da so lahko bolniki optimistični, treba je zbrati pozitivo, gledati pozitivno naprej. Na tej poti zdravljenja pa naj še mogoče izpostavim, da če so kakršnekoli težave, da si mogoče zapišejo, ko pridejo na pregled, da od njih opozorijo. Saj nenazadnje mogoče tudi kdo od nas včasih pozabi povprašati o kakih motečih simptomih, ki za nas mogoče niti niso tako pomembni, ampak vseeno pa mogoče osebi z multiplo zelo kratijo kvaliteto življenja, naprimer kot so motnje mokrenja, motnje spolne funkcije, pa se jih da v veliki meri na začetku zelo dobro tudi obvladati. Tako da mogoče, da na to opozarjajo, tudi da ne pozabijo povedati, če so bile kakšne okužbe tekom leta, skratka neke take stvari, ko se mogoče zdijo samoumevne, je mogoče fajn, da potem izpostavijo, drugače pa mislim, da lahko vsi dokaj optimistično zremo naprej. Viva podcast. Poslušali ste epizodo Vivinega podcasta Pot bolnika pri zdravljenju multiple skleroze izbira terapije. Z bolnikom Edom Rednakom in nevrologinjo dr. Sašo Kselman se je pogovarjala Lidija Petrišič-Colarič.